Dobrodošli. Evo ga, Pečo pa jaz sva se zmenila tle. V Petrolu gre malo na Rakitno. Kje si, Pečo? Šilce. Evo, prišel sem v stilu Adventure Bike. Vse je lepo, zdaj črno je bolj ružno. Črna, a? No, čist pusto, to je lepo. Zelo podobna ADV vožnja. A ne? Zelo podobna. Ja, Sam da ista višina, isto vse. isto vse in balanca. Edin malo je lažji, 30 kg. Tale, ja? Ta je lažji pa bolj neudoben. Veš, tukaj jahaš konja, šaltati moraš, proba pa je tu ne klača, veš, da sam šaltar. Je ta nože? Ne, to je dodatno 500 evrov, veš, Ja. če hočeš, imaš še opcijo. Aha, eto. Da ne rabaš šaltar, da sam gas pa gor dol. A jaz mislim, da 25, da 26 sem imel, že to sem mislil, da je to. Ne, to je opcija. Tako pičevo, kaj čez mesec? No, gre čez mesec, ti sam za mano, gre malo na Rakitno, boš malo probo, boš kaj povedal, a jaz sem naredil z njim 2 kilometra. Pa je, da je tako, za te pare, za začetnega pa je jak motor čist. Ja, sem malo gledal te videa posnetke, pa Meni je to. bil vedno malo tako, realno. glej, Transalp mi bi že nazaj kisel. Ni to za mlade, Ma ni. da pičke ganja. Ja. Je pa, če greš v Turčijo. Za pa so, to bi zdravo. A veš, sama manj prostora. Imaš več, ti daš kufar, Če v stran kufra. imaš, ja, pa že širok, pa ne moreš med avti. Si pa kao mamut, veš. A razumeš, je pa skozi nekaj narobe, a razumeš, vedno nekaj fali, a veš. Tako da dejansko, glej, veš kaj je najbolj imeti, več motorjev, če imaš To znati. je skozi govorim bilo. Da dač, kurba, na to, da tole si ne snemo, zjutri pa. Zdaj bomo ponovili to. Da gremo malo na Rakitno si zapelati, boš malo se zapelil, kakšen flyby, znaš avte? Kjer pogled je? Kjer pogled je to bil? A znaš avte? Da me ista kaporca čutam, kako malo skozi poskakuje. Lušno, enak je tak, po moje pula. Da? 30 kg je lažji kot Ti druge tale, A še vidim, da ima manj težek, kad ga porivaš to. Sam ni pod sedežem prostora, sem navajen. Pa piha v noge, a veš, kaj si tu. Aj potegnite zdaj vsi, na full, da vidimo razliko. Daj, da vidimo, kaj ga sem včasih imel. Aj 350 ali 300. Aj 125. Ja. Stari! Prvo predvignal valjda, ne? Ja, ker dvignal ga je. Nisem pričakoval. Ja, on bi snajpil, jaz pa v njega snajpil. Ne gleda onda, jebe se njemu. Jeba, gleda. Stari moj, en ti bo preletu, te bo sam preletu. Prav ni dost plaću za to. A moj ga modela. A daj mebe jebat modela. Ko ti tle? Kod vas sam modela preko. Ne, što je to? To je mama fajter jebe. Ej, ne lovi mi signal, kad se kliče vas umog, onda na taj sam bilo. Ajde. Kada mam ja Transalpa. Ej, možda bilo tam na pesku da se stava pekle, šta je malo smota. A vidiš? Ti si se odločil, ajde. On se je že odločil. Vse je kar lepa, stari, jaz ti po resnici povem tako, kaj gledam lepe oblike, ružna mi je bila. A je bila grša? Res, pizda, kisla mi je bila, čizde, kaj gledam sploh ni be. Pečo je rekel, da bo prvo scov, da se nov vmes usrov. Drugač, moji prvi vtisi, zdaj tukaj, ko sem šel po Rakitni, je pač motor je mehak. Majkejši kot ADV. In najbolj me je presenetila tale 21 col guma in zdaj razumem, zakaj so toliko velike gume spredi, ker dejansko greš čez luknjo, ne padeš not, ampak greš čez njo. In sem se prav zelo vozil po tisti sredini, zato da vidim, kada se voziš po asfaltu.
To je bil feeling. Drugače te ovinki, ko greš hiter, se vidi, da niha. Ni to, vse gre sam, se vidi razlika cestnega motorja pa tega motorja, razumeš? Kolikor je ta bolj udoben za luknje, je toliko manj dober za hitre ovinke. Pa ne, da sem jaz kakšen voznik, jaz sem počasen voznik. Sploh dosti bremzam pred ovinkom pa to. Tukaj se spomnim fotra pa matke, ki rečejo, rad bi, da priješ domov. Pa imam skozi eno zavoro. Pečo, a si kdaj vozil tak motor? Vozil sem Triumph Tigra recimo. Ok, Tigra. 900. Stari moj, ajde, da vidimo, bo Pečo šel en krog, da bo še on povedal. Ja. Pa glej, zato pa da as testne motorje, da malo probaš. Pa počas, po easy malo, da vidiš. Malo se zapel. Malo ili kontrol. Kaj mislim? Vem, po moje, da ne, ni to Ducati. Spet je to 11 jurjev novo. Kako škljota, ko šaltaš v prvo? Kaj ćeš škljota? Pa to je... Veš pomlad? Pa to je Honda pizda. Aj že? Da vidim neko Honda, pa tam ništa. A ne, dobro. Glej, imaš na hitrem, tukaj šaltaš 5 modov ima. A vidiš? Daj ti meni, kar na sport. Ja. A bi raj rejn. Pol kamera ne gre zdi. To je to, drugač, vse se veš, slopka, vamo tamo, tle imaš kamero, da te malo posname, pa počas pej to easy, pa malo se steri, zapel se, pa prid nazaj, pa to. A bo znal spelat. Takoj do konca, eno ga. Inač, glih idealen dan je. Lep dan, rakitna, ni motorjev. In všeč mi je, ker pri Hondi Asu imajo te testne, tudi Womberger ima, če ste z unga konca, te testne lahko sprobaš. Tako sem jaz skupada v lani. Lani sem sprobal svašta. Evo, zdaj letos je prvi ta motor, da sem ga testiral in me je matral, kakšen je ta Transalp. Zdaj, a bi ga menil v zadnjem, ne bi. Zakaj? Ker dejansko se vozim več po mestu, kar potujem. In prostor pod sedežem je zakon, po pravic povedan. Pa udobje. Vidi se, da je navaden sedež in da začne pa pol urce tako rezati v rit oziroma v stegna, ampak mislim, da komfort sedež, ki ga ima Honda tudi, to odpravi. Pizdo lep zvok, pa moram reči. Ko ga vozaš, pizda z mašine, lahko remči, če ga ne žgem. Tok je bil hiter, da ga nisem mogel ujeti s kamero, ne no. A da? Čisto od sam, samo moraš ga naviditi. Ja, obrate dela. Pizda, kaj prilija se dela. Ja, obrate ima. Saj sem slišal, ker sem bil zraven, kjer zvok ima. Ampak ga moraš vrteti, da pa res... Da vrteti, Ja. moraš gor sedeti. Kontra od ADV-ja. Brez sklopiš. Lahko, visoko lahko. Halo? Ja, ajde. Tukaj drgat sklopiš. Ja, kar brez klopke. Čisto konc prime. Ja, to je normalen. Da se vzihar, ki še najdu, ne moraš brez klopke šaltati. Glej, če greš hiter, komod, ni problema, sam spustiti moraš gas. Da ne vem, če on to ve. Moraš spustiti gas, da popusti napetost pri zobnikih, pa prešaltaš. Pri Tonovika ima pa ta, kaj je že, ko se reče ono že zašaltati, jaz bi rekel kar quick fire iz igr. Tam pa ti vzame iskro. Slabo, a? Svil. A koliko si pa bremzu? Veš, da je bila prva sam. 2 diska ima, zadnji disk. Sa stari moj, vsakič, ko ti motor vozaš, te bremze je nekaj slabo. Saj ste sterali. Ampak je res. Ajde, zdaj ga potega spet eno. Ajde. Stari moj, ni ga lepšega kot poletje, pomlad poletje. Res, jaz ne razumem, oni, ki imajo radi zimo, mrz. Ok, ne reče smučanje, ampak to meni ni.
toplo, lepo, motori, veter, sonce, gola koža, gas. Stvari, pa imamo hud bok. Ja, da se malo ohladi pa to. Si ga pa kar pajsal. Kaj čem, kurac, da ga sprobamo? Do koliko se zvrti? Možda nisem gledal. Da do 10 pride. Ti za skoraj, ja. Jaz sem do ene. 3 pa sploh gledal nisem. 8 do 9 sem ga zvrtil. Kot jim povedal, stari čuči za vink, tam se ga da prbiti. Vse on gre malo, sam ne smeš ga spustiti, moraš ga držati. A ne da? Ko boš spustil, bo začel plesati. Ja, ja. Dobre motor, vidiš da bremze, ne vem. Ajde, res da sem parleto kle, pa da zadnjo nisem uporabljal, ampak vidiš da proti skuterju pa je teži. Je? Res da so tam drugi diski. Vidiš da mu bolj bremza kot to. Ja, le čist možen. Res? Čist možen. Oče, super motor, stari res pričenečen sem. Pa tako sploh ni to drag. To bratranska gleda, pa prav si jaz konje bremov, čist da sem. No, zdaj bo... Ti moraš to, za začetnika je to še preveč. A ne ve? Ma valjda, človek. Saj jaz to vedno govorim, stari. Če kupaš motor, pa začneš, moraš počasi jeti, stari. Kje? Prav, me je tu prišvoh, sem 705. Človek ti še tega ne boš izkoriščil. Folk nima pojma, stari. Ne, res. Folk nima pojma, folk mi... Dobre motor, presenečen sem. A ne da? Res. Pa škaj je fora, z njim greš lahko v Easy v Turčijo. Viš da je, s tem šel v Turčijo. Daj 5 pečo z mano v Turčijo, no! Evo ga, Honda Transalp 750. Za koga je ta motor? Zdaj sem naredil ene 100 km z njim čez ovinke, levo, desno. Malo sem ga pod mač povedano razpalil v bremzu in bom tako rekel, razumem, zakaj nas, ko smo bili mlajši, tak motor ni vizualno privlačil, ker nima nekega seksi pila. In ti kot mladec gledaš, da je neki oštro napeto, zato da te drugi občudujejo, da kamorkoli priješ, da si ti Jack, da dejansko si naredijo tisto, wow, koliko si huda. In ponovadi take motorje ne gledaš. Pa z leti, ko začneš odraščati, ugotoviš, da poanta življenja ni, da ti ugajaš drugim, ampak da ugajaš sebe. Zakaj? Zato, ker tvoje telo začne kazati malo drugačne znake, kot jih je kazalo, ko si bil mlajši. Se pravi, bolite več, zmatran si hitrej, hočeš nekako uživati v vožnji, ne sam trpeti in biti povezan z okolico, dejansko videti kaj, probati kakšen drugi teren in tam so namenjeni taki motori. Zakaj? Ker imaš ti kakšnega cestaka, kakor je, ne vem, CBR 600RR, ja, zvok je hud, da ti adrenalin, prideš, punce te gledajo, skratka počutiš se Superman, sam da greš pa do morja, pa da uživaš, bolj ne, roke te bolijo, hrbet te boli, taka prisilna drža, nimaš kam kaj dati, recimo pri takem motorju imaš kufer vzad ali pa ob stran, kar večina ljudi ima in dejansko lahko greš daleč, recimo v Turčijo, vzameš šotor s sabo, ga daš tukaj zad in potuješ, vidiš okolico, vidiš mesta, na kar je ta motor, taka vrsta motorja narejena, endurance, da zdržiš. Kar ste videli, spreden kolo ima 21, zadnji 18, to je zato, da čim bolj požira luknje, da tebe ne trese dol, da ti dejansko ne čutiš vsako udrtino in da hrbtenica posledično ne trpi. Zato pa so taki motorji. Zdaj tale sedež originalen se je, sam jaz nisem navajen teh motorjev, jaz sem bolj navajen na skuterje, sploh če primerjam z mojim ADV 750, ki ima res foteljaro, ki sediš res lepo, hrbet vzad, rita vzad, noge naprej in se res langzam, tukaj spet je motor, ker je prisilna drža, se pravi visoka kolena, začnete boleti spod tukaj pod koleni, urat noč se ti tale sedež tukaj ugrizne, res da rabam dosti kilometrov, da se tudi rad unese, ampak res to so prve stvari, katere opaziš pri tak motorju. Res je, da Honda ima tudi tisti comfort seat, katerega sem jaz tudi nabavil pri Hondi, ADV 750 in ful pomaga. Zdaj, kolikor sem videl poraba tega motorja, tam je 5 litrov, zelo rad se vrti tam okoli 8 do 10, ker ima tudi največjo moč, takrat ful slišiš tudi ta filter, ne sam auspuh, čeprav če bi dal kakšen jači auspuh, da je malo več zvoka, tudi ne bi bilo narobe, ampak verjamem, da dosti ljudi noče, da se to dere, ampak da, ko se ti voziš daleč,
da v bistvu čim manj tega zvoka, da se čim manj zmatraš. Kakor sem videl tele stvari, vse števci, pa ročke, to je vse iz Honda družine na ADV-ju, pa verjamem, da tudi na kakšnem 1110, pa tudi na kakšnem drugem motorju so enaki, tako tudi v bistvu firme šparajo, ne? Ker če bi za vsak motor naredil ročke drugačne, bi to koštalo. Cena za tak motor je 11 €, za znamko kot je Honda, Honda ima tradicijo, ima ime, ima izkušnje, se mi ne zdi toliko drago, sploh če bi rad imel en tak motor, ki je bulletproof, ker te motori so narejeni, da delajo, to se ime na ole filter in to sam pelješ, ne. Zdaj ne vem, kakšne so kaj druge firme, imaš tudi dosti Kitajcev, ki so cenejši, bi mogel probati, nimamo izkušenj z njimi, ne vemo še, cene so boljše, ampak leta bojo pokazala, koliko so kaj zanesljivi in kakšne so uporabniške izkušnje. Tako da, kva ne rečem, vem, da ima ta Transalp kot vsaka Honda full paket opreme, da si lahko dokupaš, ne vem, kufre, ta je recimo originalen, kar se meni zdi full velik, všeč so mi prišadu unik, ki ga lahko skrajšaš, ampak nekateri imajo radi originale, tako da je malo več keša tudi za originale. Rekel sem, da imaš lahko tudi stranske, pa imaš tudi lahko zaščito spredi, e-klač imaš, to sem vse povedal. Če bi rad en tak umirjen motor, ki dela, ki ni glih full, da bi rekel lepotec, ampak te to tudi ne zanima, ni zdaj grd, da bi rekel, a ne, pa da se hočeš pelati udobno pa daleč, pa da ne pije, stari moj, probi Transalpa, 750. Ko mene zanima tudi Afrika, se pravi 1100, to me res tvina Afrika zanima, ampak sem slišal, da je ful težka, da je krava pa to, ampak glej, treba probati. Sem že toliko star, da me tu že kar malo enduro v bistvu matra. Zdaj, kako se kaj voz to po mestu, pač moraš šaltati, to sem takoj opazil, ker spet primerjam z ADV-jem. ADV sam šalta, je bolj udoben, tisti motor je narejen zato, da dejansko uživaš v centru, da se ne mučeš, pa prostor ima pod sedežem, kar motor nima, ne. Kar motor nima, se pravi, motori nimajo prostora pod sedežem in mi kot mestne srajce Ljubljančani smo navajeni, da pospravimo čelado spodi in da imamo kufer, vzad prostor za druge stvari, kot so jakna, ledvični pas, vrečka krompira in take stvari. Tako da, jaz sem ful vesel, da me nas sploh da te motorje, da jaz sploh to probam in da razširim svoje obzorje. Tako da, to je dosti za zdaj. Zdaj pa jaz probam malo tukaj po makadamu par kroksov narediti, pa da vidim, kako se to kaj obnaša, ko bom dol na sistem greval. Pa gremo. Ti moraš vedeti, da jaz nisem neki cross voznik oziroma teren. Tole je meni v bistvu prvič, sploh pa s tem motorjem, ki ga niti ne poznam. Ampak najbolj se bojim, da mi bo spreden del vzel. To sem bolj taka, veš, zdaj, ko bi jaz naredil kilometre, bi dejansko spoznal ta motor, a ne? In pa bi videl, koliko so meje, ne? Parkrat bi padel in to je to. Tako da ja, da se, marsikaj lepo požira in mislim, da za unga, ki ima rad teren pa cesto, je tole top shit. Zdaj pa srce je na 200, gremo naprej.